Hvala za to, da ste si vzeli čas, da skupaj najdemo najboljše možne rešitev za prihodnost in za bližnjo sedanjost. Lepo pozdravljam častne goste, spoštovano državno sekretarko, gospo Evo Knez, in jo prosim, da pride na označeno mesto. En velik aplavz zanjo. Spoštovano dr. Martino Bavec, borko za ekološko kmetijstvo iz Univerze za biosistemske vede Maribor, gospoda direktorja Slovenske genske banke Kmetijskega inštituta Slovenije, gospoda Andreja Simončiča, gospod Sanjo Lončar, Društvo za zdravje in samooskrbni med, povezujem in delamo od spodaj na zgor, za vse smo sami. Kako to izgleda v praksi, boste pa videli tako, ker bom jaz moderirala, pa še vmes malce okrog skakala. Irena Rotar, ekocivilna iniciativa, gibanje Skrbimo Slovenije, štafeta semen. Lepo dobro. Lepo pozdravljeni tudi sodelavci, ki so jih Ana Frelih Larsen pa je dejansko se opravičila, ali se ni? Ste tu? Se opravičujem, dobrodošla gospa Ana Frelih Larsen. Maja Kolar. Maja Kolar iz semenjalnica, kjer so postavili ohranjanje slovenskih semen, za kar njej in ekipi velika čast in zahvala, tako da en velik aplavz za Majo. Gospa Ana Frelih Larsen pa se je opravičila, ker je žal zbolela. Mislim pa, da so pomagali bodo direktorju in državni sekretarki tudi sodelavci, ki jih bomo vključevali po želji. Zadeva bo potekala po potrebi, zadeva bo potekala pa takole. Najprej bomo postavili vprašanja za situacijo, ki se trenutno dogaja v svetu in pri nas. Častni gosti bodo odgovorili, povedali svoje poglede. Vas bomo prosili, da boste v tisto lokošarico, ki bo potovala po dvorani, napisali svoje pobude, predloge, vprašanja. Iščemo vaše vprašanje, iščemo vaše pobude, ki se bodo tekom samega posveta oblikovali ali pa mogoče imate vprašanje že sedaj. Poskušali bomo odgovoriti, kar ne bomo zmogli zaradi časovne omejitve danes, bomo vsem, ki boste dali mail naslove, poslali odgovore, ko jih bomo dali iz posveta. Mi organiziramo posvete zato, da dejansko tudi oblast ve, kaj želi ljudstvo, če čisto preprosto povemo. In dejansko potem iz vseh teh pobud, se pravi, prvi del je posvet, potem zbiramo še na stojnici na sejmu te pobude, pa razgovori z ljudmi, že pred celo leto delamo na tem in zbiramo pobude, sodelujemo z strokovnjaki in jih obligujemo v predloge, ki so lahko v pomoč odločevalcem, da sprejmejo zakone, ki jih ljudstvo potrebuje, da se implementirajo v prakso. Mi smo lahko kar ponosni, da smo z vašo pomočjo naredili že kar veliko predlogov in pobud, da ne bomo predolgi, ker delujemo že od leta 2012. Dejansko, mogoče kar zadnje 3, da smo skupaj z vašo pomočjo in podpisi uspeli ohraniti slovenski žlahtniteljski center v Ptuju, da je ostal državni v lasti, medtem ko ga je država že prodala, tako da smo skupaj to predlagali ministrstvo. Hvala lepa za aplavz, to je velika zmaga. In sedaj imate pred sabo direktorja Kmetijskega inštituta in odločevalce, da bomo ga povprašali, koliko iz teh genske banke bomo lahko mi kmalu kupili na trgu, a ne? Zato smo si prizadevali. No, in potem dejansko ena taka velika zadeva je tudi bila, ko je tudi bila z vašo pomočjo, je to, da smo uspeti ohraniti preko ministrstva tudi pravico do proste reje kokoši za samooskrbo, do 50 komadov, brez tega, da bi bila registrirana.
Naši detke in babice so se z jajčki preživeli v najhujših časih in to si želimo to pravico ohraniti. Kot vi ste, to nam je tudi uspelo. Tako da sedaj pa zelo uspešno z vašo pomočjo ustvarjamo gibanja, vsak s svojimi dejanji, doprinese košček z večji samooskrbi, ohranjanju semen, vsak izmed nas lahko naredi, kar zmore in zna. Nekateri napredni mediji pišejo novice, nekateri semenijo, nekateri otroke vzgajajo, da bodo vedeli, kje raste in kako raste hrana, kje voda teče in tako naprej. Tudi to je pomembno. In časi, v katerih živimo, če pogledamo, kje smo sedaj, so zelo turbulentni. Nismo veseli, da so takšni, ampak če bomo skupaj stopili in ohranili te naše naravne vire, nam bo veliko lažje. Poglejte, sedaj se dela prenova prehranskih sistemov. Na eni strani, kje je začetek problema? Trenutno, ko gremo v trgovino, niti ne razmišljamo, kaj kupujemo, ne? Ampak trenutno delamo, je treba vedeti, da imamo praktično 3 vrste hrane. Ena vrsta hrane je tista, ki zraste v zemlji. Tu se pogovarjamo o konvencionalnem kmetijstvu, tistega, ki pač vidimo na teh poljih, in o sonaravnem kmetijstvu. Se pravi ekološko, biodinamično, permakulturno, to je sonaravno kmetijstvo, to zraste v zemlji. Drugi del, velik del hrane, ki jo kupite, sploh solate, jagode in tako naprej, zrastejo na vodi. Hidroponika, akvaponika, aerponika. Hidroponika je to, da ima vsaka rastlinca svojo cevščico, recimo tako kot pri paradižniku, je substrat, pa vsak paradižnik ima svojo cevščico, zaraste 7 metrov in mora zarasti na njem toliko paradižnika, kolikor je 10-kratna teža povprečnega človeka na leto, ne se 7 metrov zraste, ker ima skozi dovajana hranila. Drugi del je akvaponika, se pravi, imamo vodo, tudi v hidroponiki lahko tudi te rastlince plavajo na vodi, tudi to je hidroponika. Akvaponika je to, da ribice plavajo spodaj, na vrhu salata raste. Tretji del pa je aerponika, to pomeni, da se vpihuje zrak v rastline, še korenince lebdijo v zraku, to raste v velikih nadstropjih, ljudje so notri v skafandrih, da to nadzorujejo, dejansko gre za umetno pridelavo hrane. No, potem imamo pa nov trend, ne, to pa zdaj tako vidite, že naši Dolenjci pridelujejo med brez čebel, ne, Boscarol bo prideloval umetno meso, to pomeni, da iz ene celice živali naredijo v biokomorah sintetične celice in potem z 3D printerjem natiskajo meso. To je zdaj prihodnost, ne, v Nizozemskem že delajo to na veliko, že v 110 restauracij v Nemčiji že tako meso prodajajo, tako da trend gre tudi v umetno pridelavo hrane, se pravi nastale v laboratorijih in dejansko potem črički in mokari, ne, to je zdaj pa nov trend. In to, kar mi danes želimo, je to, da bi nekako odločevalcev dobili transparentna odgovore. Kot veste, še je to dodatno dejstvo, da je v procesu zakonodaje postopek o genomski pridelavi rastlin in to bo bistveno spremenil prehransko varnost. In to, kar si mi želimo, je to, da bi se ta postopek, tudi če bo uredba sprejeta, dogajal v zaprtih prostorih, dokler se ne zgodijo raziskave, kaj to pomeni, če bojo genomsko spremenjene rastline v naravi, kaj to pomeni za čebele, za živali, za ljudi. Se vi s tem strinjate? Mi trenutno ne vemo, kaj to pomeni. A se strinjate s tem, da bi morali najprej preučiti? Mislim, da bi bila to ena izmed vprašanj, vas bom še potem vprašala, bo tudi tam, da smo pripravili vprašalnik, če se strinjate, da boste obkljukali, če se strinjate, ko ne, ne. Drugo, bi želeli, da tisti, ki ste, kot sem omenila, katere sorte hrane se zdaj prideluje, je to, da bi želeli nekako najti skupen način, da bi bila ta hrana označena.
Mi vemo, da je trend, da nove pridelave hrane, genomskih tehnik, laboratorijske hrane ne moramo ustaviti, ampak mi želimo od odločevalcev, da bi bila ta hrana in semena pravilno označena. Ne? A se vi tudi strinjate s tem? No, mislim, da potem, če se napišete ja, če pa se ne, pač ne. No, in to, kar bi želeli ohraniti slovenska semena, ker za vse prej omenjene zadeve je pač treba, recimo na hidroponiki, akvaponiki, ne bojo zrasla ljubljanska ledenka, ne? Ampak bojo zrasla modificirana semena, na kak način bojo strokovnjaki povedali. Ne? Želeli bi ohraniti ekološko in povečati ekološko kmetijstvo, želeli bi, da bi otroci v šolah in vrtcih jedli zdravo hrano, se tudi vi to želite? Že želite, da bi pili bolniki slovenski čaj, ne Lipton? Vse to bi želeli nekako spraviti v en tak okvir z pravilnimi ukrepi in dejansko na tem bi zdaj povprašali strokovnjake, kaj nam lahko pomagajo, da bi si skupili našli boljšo rešitev in poslali pozitivne pobude. Se strinjate, da je potem te pozitivne pobude tudi poslali na ministrstvo? Velja. Ker mi delamo od spodaj navzgor, dobijo prvo besedo pač ljudje. Najprej pa seveda gostitelj, z nami je spoštovana gospa Irena iz Celjskega sejma. Prosim za par uvodnih besed. Spoštovani organizatorji posveta, spoštovani častni gostje in seveda vsi prisotni na tem posvetu. V imenu Celjskega sejma vas res z veseljem pozdravljam in vam izrekam toplo dobrodošlico na naših marčnih sejmih, ki prinašajo kar 5 sejmskih zgodb. Ena izmed vas najbolj pomembnih je seveda Altermet in Flora, potem so še tu dnevi lovstva, dnevi športnega strelstva, festival kave in pa jutri se nam pridruži še API Slovenija. Sejem Altermet in Flora že leta dvigujeta zavest o pomembnih temah našega zdravja, zato smo res veseli podpore današnjih organizatorjev posveta, ki svojimi aktivnimi člani podpirajo pomembne teme za zdrav način življenja in jih z vztrajnostjo, predanostjo in dobro voljo udejanjajo, in sicer spoštovanjem tradicije, pridobivanjem novih znanj v dobrobit vseh nas ljudi in seveda do narave. Vaša vztrajnost nas zagotovo navdaja z optimizmom in zremo z optimizmom tudi v prihodnje dni, saj želimo prihodnjim generacijam zagotoviti in ohraniti naravna okolja, ki bodo zdrava in omogočala zdrav način življenja in seveda zdravo prehrano. Hvala vam za vaše prizadevanja, veselimo se našega strokovnega sodelovanja tudi v prihodnje, želimo vam vse dobro in veliko uspehov na današnjem posvetu, da bodo padli na plodna tla, da boste dosegli vaše željene cilje. Želim vam prijetno doživeti dan v naši sredi in dobrodošli še kdaj. Hvala lepa. Z velikim spoštovanjem pozdravljam v naši sredi, kot smo že omenili, gospod državno sekretarko, gospod Evo Knez. To je tista gospa, ko smo se včasih na zimu pogovarjali, kako turbulentna zakonodaja za naše okolje in za našo prihodnost se dogaja na področju Evropske unije. Kot je vam večini že znano, je v decembru prišla na mizo uredba o novih genomskih tehnikah in o patentiranju semen. In kljub temu, da je že državni zbor podal pozitivno mnenje k tem uredbam in da je Evropski parlament tudi podal en del poslancev, tudi naših, pozitivno mnenje, je spoštovana gospa Eva Knez preučila zadevo in glasovala proti. En velik aplavz za njo. Gospa Eva Knez, mogoče par uvodnih besed za začetek.
Ja, jaz bi se najprej rada zahvalila za povabilo pa za organizacijo tega čudovitega dogodka. Zdi se mi, da je to najboljši način za izmenjavo mnenj, stališč in informacij. Veliko sem že slišala o vas, z nekaterimi smo tudi že sodelovali in govorili pred tem dogodkom, pa moram povedati, da ste me danes spet navdušili s primeri dobrih praks in s tem, kako se trudite priti do potrošnika, do pridelovalcev, kako vključujete širšo družbo. Tako da upam, da se ta praksa razširi tudi drugje po Sloveniji. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Eva Knez, kar zaploskajte in si zasluži. Kot rečeno, mi delujemo od spodaj na zgor. Tako da bi mogoče Sanja tebe prosila, da bi povedala, kje vidimo mi največji problem, ukolikor bi bila sprejeta ta zakonodaja, ki se trenutno pripravlja, ki bi bila potem implementirana v uredbi, da bi imeli za izhodišče, da bi potem lahko nadaljevali naprej. Izvoli. To, kar se zdaj pripravlja, treba pogledati v širšem kontekstu. Torej imamo že situacijo, ker 6 korporacij obvladuje 2/3 semenskega trga. Ko pogledamo njihove lastnike, vidimo, da to sploh ni 6 korporacij, ampak da so to isti lastniki, ki sedijo v 6. In ostal jim je zdaj še en drobiž. Ta drobiž predstavljajo ti mikropridelovalci, ki so še ostali. Tako da, ko beremo, da zakonodaja želi harmonizirati pravila igre, ki naj bi bila enaka, ki bi zagotovila večjo stopnjo varnosti za potrošnike in podobno, smo civilna družba že se naučili, da se za tem ponavadi skriva sprememba kriterijev, ki dvigne lestvico na način, da ta mali več ne morejo platiti žetona za sodelovati v tej igri. Mene to počasih spomni, veste, tisti vic, ko se velika pa majhna riba pogovarjata, pa velika reče majhni, a me poješ? Pa malo rečem, ne morem. Dobro, bom jaz tebe. Dejansko situacija na trgu semen je zelo podobna. Imamo nepredstavljivo velike korporacije in imamo drobižke od entuzijastičnih mlečnih podjetij, ki so ostala. Prepuščeni so pa že sedaj istim tržnim pogojem, kar pomeni, da tisti, ki trenutno v naši zadrugi obeta več rabat, lahko že zdaj danes izriva z police tistega, ki mu ni všeč. Jutri, ko bo recimo se pojavil še neki tehnični predpisek, ki zahteva veliko dražja testiranja, veliko bolj komplicirano registracijo, ali recimo samo 2 leti, da kakšen mali več ne preživi na trgu, to pomeni, da veliki bojo preprosto tako pobasali še tisto, kar je ostalo. Druga, veliko bolj dramatična zadeva, ki gre v paketu, to so te nove genomske tehnike, ki so na papiru spet ena izmed obljub korporacij, kako bojo s tem rešili vse težave. V praksi mi tega nimamo preizkušenega. V praksi, če bo ostala predlogi takšni, kot so, mislim, da bo Martina Bavec vam znala najbolj praktično povedati, kaj vse lahko gre narobe. Ko gledamo to v paketu, ta trenutek, ko multinacionalke na eni strani bojo dobile večji trg, ko bojo prekrojile pravila, da je denar še bolj sveta vladar, in ko bodo imele patentirane, bolj dobičkonosne različice, potem pa bojo rabile le eno sezono, da s trga umaknejo vse, kar jim ni dobičkonosno. Torej, tako kot je farmacija umaknila antibiotike, ker se na njih ne da služiti, pa bojo zdaj veliko dražje zadeve, tako kot v covidu poceni zdravila niso prišla v poštev, ker je treba prodajati veliko dražje rešitve. Zakaj bi pa nekdo prodajal ljubljansko ledenko pa ptujski luk, če bo veliko dražje prodajal neki super patentirano, če tudi mogoče to ne bo nevarno, ne moremo vnaprej povedati, da bo, ampak lahko naredi, da čez noč tisto, kar nam je bilo dostopno, ne bo več. Na ta način berem tudi tisto zelo tako tolerančni del te zakonodaje, ki nam vrtičkarjem in nevladnikom omogoča več izmenjave, bolj liberalno je, ampak kaj bomo izmenjevali? Kaj, če ne boste jutri tega ptujskega čebule, ki se že danes proizvaja na Nizozemskem, sploh lahko imeli? Glejte, mi se zelo trudimo, znotraj samooskrbe se res eni učimo dan in noč, pa ne vem, če je teh 500 duš, recimo, ki jih imamo v društvu, sposobno še zase pridelati, ne pa da bi reševali še koga. Tako da
je nujno iskati, jaz sem zelo vesela, da imamo sogovornike, da skupaj bomo iskali neke rešitve, kje mi lahko neke špranje vozimo. Spomnite se, kako je bilo s temi mlekarnami, ko je bil problem, da bomo v Sloveniji izgubili male tradicionalne mlekarne, ker seveda ne morejo izpolnjevati enake pogoje kot multinacionalke, ki delujejo na 50 trgih. Torej, zdaj imamo podobno situacijo David proti Golijatu z enako zakonodajo in res je treba uporabiti vso inteligenco pa povezanost, na istem smo bregu, ker bomo jutri vsi ostali brez tega. Paralelno pa ja še vedno mislim, da ne smemo prav preveč čakati, kaj se bo zgodilo, ker kapital tle melje z neverjetno močjo in mu trenutno ni videti, da bomo nekaj resnega stalo na poti. Toliko bolj je situacija zelo spodbudna za našo hitro samooskrbno rast. Tako da, toliko za začetek. Najlepša hvala, Sanja. Spoštovana Martina Bavec, 20 let ali koliko, 25 let nas že ozaveščaš, se opravičujem, ker smo že vsi delamo na tej poti tako dolgo, da se že vsi med sabo tikamo, tako da 20-25 let nas že ozaveščaš o ekološkem kmetijstvu. Lepo prosim, kaj iz strokovnega vidika, kot profesorica, kot sodelujoča v mednarodnih raziskavah, tudi na vseh strokovnih simpozijih in odejanjevalka ekološkega kmetijstva, meniš, kaj pomenijo te nove genomske tehnike plus patentiranje semen za slovensko ekološko kmetijstvo? Hvala lepa, Irena, za to povabilo, pa možnost, da pač tudi javno izrazim svoje mnenje. Res je, že tam nekje 25 let se ukvarjam z ekološkim kmetijstvom in kar se tiče ekološkega kmetijstva je dejansko globalno ali pa na svetovnem nivoju, evropskem nivoju vedno nekako pretehtano se odloči glede uvedbe nekih novih postopkov v kmetijsko prakso ekološko, skladno pač s temi temelji ekološkega kmetijstva, ki so nenazadnje zapisani tudi v evropski zakonodaji. In pravzaprav ekološko kmetijstvo je edini način kmetijske pridelave, ki ima čisto natančno definirane postopke pridelave, predelave, kaj se sme, kaj se ne sme, kako je pač treba določene te tehnične ali pa kmetijske postopke peljati. In ko je prišla debata o gensko spremenjenih organizmih, tam nekje v 80-ih, 90-ih letih prejšnjega stoletja, se je ekološko kmetijstvo jasno opredelilo, da ta tehnologija, pri kateri gre za laboratorijski vnos genov, delčkov genoma drugih živih organizmov v ekološki pridelavi rastlin, živali, mikroorganizmov in drugih živih organizmov pač ne sodi. In jasna so stališča, to je še bolj jasno bilo potem v nadaljevanju zapisano in tudi nenazadnje Evropska unija se je poenotila in v letu 2003 spisala zakonodajo, ki pač še dan danes velja na temo gensko spremenjenih organizmov, uporabile teh in pod kakimi pogoji bi eventualno se taki pridelki, produkti lahko pojavili kot hrana recimo za ljudi ali pa krma za živali, če pač bolj v tem trenutku razmišljamo o rastlinah. In tu so pravila pravzaprav jasna. Žal preko krme za živali v živilih živalskega porekla te preglednosti Evropska unija ni naredila do konca in tu pač je tudi moj privatni očitek, da je mogoče to malo hipokrizije bilo tudi že takrat v letu 2003. To se je dogajalo še vse predno smo stopili v EU in mi smo to zakonodajo z 2004 tudi potem akceptirali, se je držimo in pač živimo to skupno življenje državljanov Evropske unije
v tem trenutku. In seveda vse odločitve, ki se tudi danes sprejemajo na nivoju EU-ja, zelo vplivajo na naše življenje na tak ali pa drugačen način. Po letu 2012 so patentirali ali pa zaščitili nove metode, ki se danes lahko uporabljajo tako v žlahtnjenju rastlin, kot živali, kot tudi pri zdravljenju, recimo kakih genskih napak pri ljudeh. To je ta metoda gene editing, ki so jo zdaj pač poimenovali nove genske tehnike, prav z namenom, da v bistvu se nekako to nadaljevanje pravzaprav te zgodbe gensko spremenjenih organizmov v komunikaciji z državljani, s potrošniki malo zabriše, ker pač nekako mnogi zdaj vejo, ali pa so se že odločili, predvsem evropski potrošniki, da želijo imeti označeno, če gre za gensko spremenjeno hrano, recimo. In zdaj pač nekako je cilj ali pa težnja bila, da se to napram državljanom, potrošnikom predstavi na kak drug način. Pa v bistvu smo to tudi že zasledili recimo pri nanotehnologiji, ki je tudi eno od področij, kjer ima ekološko kmetijstvo pač daje posebno pozornost pri nekaterih pač sestavinah, ki bi lahko prišle v hrano. Zdaj tam namesto nano rečejo pseudomikro, ker mikrodelcev se mogoče malo manj potrošnik boji, pseudomikro je zdaj v nekih terminologijah enako nano. Mi pač ali pa nekateri v neko drugo preobleko iste stvari želijo zapakirati, če tudi vemo, da je najprej francosko, potem pa tudi Evropsko sodišče se že odločilo na nivoju Evropske unije, da so tudi NGT rastline ali pa rastline pridobljene ali pa organizmi z novimi genskimi tehnikami, enako kot GSO rastline. Seveda s to odločitvijo že prej omenjeni akterji niso bili najbolj srečni in zadovoljni in so šli v nov krog pogajanj z Evropsko komisijo, z vsemi pač temi pomembnimi deležniki. In pravzaprav zdaj smo tu, kjer smo. Junija lani je pač prišel ta osnutek uredbe, ki bi naj urejalo to področje v javnost, v javno razpravo. Smo ga začeli brati, se spraševati, kaj bo to pomenilo za razvoj ekološkega kmetijstva in kaj pravzaprav pomeni ta delitev v dve skupini. Do 20 sprememb rastline bi naj bile enakovredne običajnim rastlinam. V bistvu se zdaj dogaja ista zgodba, kot se je zgodila leta 1992 v Senatu Združenih držav Amerike, ko so se tudi takrat odločili, da so gensko spremenjene rastline enakovredne, ekvivalentne običajnim rastlinam in ne rabijo nobene nove pozornosti, preskušanja in tak naprej. Jaz pač, ko sem mogoče malo dlje to spremljala, sem to nekako povezavo takoj tudi nekako dojela na ta način. Moje pač osebno mnenje je, da Evropska unija in tudi mi bi morali ostati kot posamezniki zaščiteni in da se ne bi smeli odreči pravici do tega previdnostnega načela, na podlagi katerega pač temeljijo marsikatere odločitve v Evropski uniji in da tudi kot potrošniki moramo natančno vedeti, kako hrano in kakega porekla tudi dobimo na krožnik, v gostilni, restavraciji ali kupimo v trgovini ali pač jo kjerkoli morda tudi sami pridelamo, kar jaz tudi osebno močno vsa ta leta spodbujam in se mi zdi pač vsaka samooskrba, če tudi je to na vrtu, na balkonu, na njivi, ki zagotavlja neko prehransko varnost v družini, če tudi ne bo šla ta hrana na trg, je pomembna in da tudi o tej hrani moramo pač vsi skupaj razmišljati in ne samo o tej, ki bo pač pomenila pač te velike
blagovne tokove ali pa prodajne tokove. Zdaj, obljub glede GSO sort v preteklosti je bilo veliko, tudi po letu 1992, tudi po tem velikem razmahu po svetu, vendar večine teh obljub te rastline in sorte niso pač realizirale. In spet se soočamo z velikimi obljubami, da bodo te nove rastline bile bolj odporne na podnebne spremembe. Mislim, da je vsakemu naravoslovcu jasno, da ne more sam par genov o tem odločiti in da danes mi ne vemo, kako vreme bo poleti, ali bo suša, ali bo mokro, ali bo poplava, na kaj bomo danes zbrali odporno sorto, ali bo sorta odporna na vse te vremenske neprilike, ali je kdo izmed nas vedeževalec, da bo vedel, kaj se bo dogajalo tekom neke pač sezone. Odpornost rastlin je vezana na številne gene in robustne rastline so najbolj pač take, ki so prilagodljive, najbolj variabilnim tudi rastnim razmeram in jaz mislim tudi, da tudi iz tega vidika so vse te iniciative, ki pač obstajajo v Sloveniji za ohranjanje tudi lokalnih sort, lokalnih populacij, toliko bolj dragocene, ker smo mogoče vsi skupaj malo pozabili na ta pomen, ker je življenje tako komod postalo, ne, da moram priznati, tudi jaz sama pač hitro posežem po kakih semenih, ki jih lahko kupim. Generacija pred mano je dosti več semenarila, 2 generaciji pred mano so pa pravzaprav sploh niso hodili v semenarne ali pa v semenske trgovine po nabavo semen, pa so pač družine se v tistem skromnem obsegu par generacij nazaj vseeno tudi preživele. In to dragocenost zgodovinsko ali pa tradicionalno sigurno, kljub vsem napredkom in modernim tehnologijam, jaz mislim, da ne smemo povsem zanemariti. V bistvu tudi ta strah, ne, da bomo lačni, če ne bomo imeli tovrstnih pač semen ali pa da bo svetovna prehrana ogrožena ali pa prav zaradi tega dejavnika. Jaz mislim, da je to tu v ozadju zelo veliko strašenja, ker druge raziskave ali pa jih je kar nekaj objavljenih, ki kažejo, da potencial trenutne pridelave je ne glede na vremenske razmere in vse katastrofe, ki se dogajajo tak, da vsi ljudje, ki živimo danes na planetu Zemlja, imamo dovolj hrane ali pa kalorij, ki so potencialno pač jih je možno pridelati, s hrano pa seveda in semeni pa so povezane še druge politike in ta razdelitev hrane je pač drug problem, ki ga tudi mi tu danes seveda ne bomo mogli rešiti. Zavedati se moramo na drugi strani, da velik del rastlinske hrane, ki se pridela, gre tudi po smeri pač preko živinoreje do končnega potrošnika. Tu je tudi en prihranek potencialen možen, največji prihranek pa je možen sigurno pri zavrženi hrani in na nivoju Evropske unije ob tem zelenem načrtu oziroma strategiji From Field to Fork, ker je cilj, da bi iz obstoječih 9% v EU hektarjev pokritih z ekološko pridelavo to razširili na 25% do leta 2030, so izračunali, da zaradi tega povečanja bi potencialno zaradi nekoliko nižjih pridelkov izgubili enako količino hrane ali pa volumen hrane, kot jo danes vržemo v smeti v Evropi. In predno bi se kdorkoli moral bati tega povečanja
hektarjev ekološke pridelave in neke lakote in ne vem kakih bojazni, ki jih nekateri širijo med nami, bi v bistvu morali razmisliti, kje vse pa hrano izgubljamo. Izgubljamo jo tudi veliko že od njive do mize, če bi temu tako rekli, preko slabega skladiščenja, preko izgub ob spravilu in še veliko drugih elementov je, ki vplivajo na količino hrane, ki je razpoložljiva pač v nekem okolju, da pa bi morali zdaj vztrajati na vseh pridelkih, da bomo samooskrbni, pa zagotovo mislim, da je tudi neka utopija in se pač moramo odločiti glede na naše naravne potencijale, kaj mi imamo, kaj zmoremo in v katero smer naj tudi naše kmetijstvo pač gre in se pač za tiste panoge ali pa dejavnosti v tem komercialnem delu kmetijstva, profitnem delu kmetijstva pač odločimo. In mislim, da kljub tej naši majhnosti, mi imamo v Sloveniji manj kot 500 000 hektarov, 500 000 slabih kmetijskih obdelovalnih površin, in ko tudi poslušamo, news, ki jih imamo res 800 kvadratnih metrov, vseh imamo pa nekaj več, če 500 000 delimo z 2, imamo potem 2500 kvadratnih metrov in tudi to je nek potencial, ki ga pač v Sloveniji trenutno lahko sam s pašno živinorejo pametno izkoristimo. Smo tudi najbolj gozdnata država, je pač vprašanje, če res je to ok ali pa ni ok, ampak to so že druge zgodbe. Jaz se ne bojim v taki meri za prehransko varnost, dokler bomo mi znali si kaj pridelati in si bomo bili pripravljeni tudi roke malo umazati, se skloniti. Če pa pač bomo vsi želeli jesti poceni laboratorijsko ali kakršnokoli hrano, potem pa je tudi to prosta pot. Jaz se, tako sem že izzivala in sem rekla, ok, če pa je zdaj že tudi ta GSO hrana tako super in preverjena in bolj preverjena kot običajna, zakaj pa nimamo mi zdaj v Celju specializiranih trgovin ali pa v Ljubljani, ker bi zagotavljali, to pa je gensko spremenjena hrana, saj je te hrane na svetovnem trgu ogromno. Take trgovine pa je še nikjer v nobenem evropskem mestu ali pa tudi ne v Sloveniji nisem videla. In jaz sem za to, da damo potrošniku na izbiro. Ok, tisti, ki želijo, naj tudi laboratorijsko meso jejo, naj jejo tudi čričke in mokarje in karkoli. Jaz pa pač sem vse jed, pa bi rada tudi, če mogoče kak ekološko pridelan, tudi mesni izdelek imela na mojem krožniku in se ga ne bom zaenkrat branila. Toliko je pač, bi rekla, tudi moje osebno stališče in na tem stojim. Ja, hvala lepa. Mi napredka ne moramo in ne želimo ustavljati. Mi želimo, da bi kar se poseja v naravi imelo predhodne raziskave, da se najprej ugotovi, kaj to pomeni za čebele, za ljudi, za zdravje živali in biotsko pestrost. Se strinjate s tem? Ne moramo mi to prej. Se strinjate? Drugi del, poglejte, zelo navdih so nam lahko Madžari, to bo mogoče gospa državna sekretarka že kaj vedela o tem. Oni sedaj pripravljajo zakonodajo, da bi čričke, mokarje in ostalo umetno meso prodajali v ločenih prodajalnah. To je treba še sicer preveriti, mi smo že dali par poizvedb, ampak delajo na tem, da bi tisto proizvodi bili v ločenih prodajalnah. Nam, ki smo se o tem pogovarjali, se zdi to dobra rešitev. Kaj pa vi menite? Tisti, kjer želi, ve, kaj kupiti. Ribarnice so včasih samo v ribarnicah prodajali te ribe. Kjer pa so te, pa ločenih oddelkah ali v tem smislu. No, tako, da bomo tudi na tak način, če se boste strinjali, dali pobude. Tretji del so gensko spremenjeni organizmi. Ko smo bili na ekskurziji v Luki Koper, ali si lahko mislite, da v Luku Koper na leto prije 1200 ton gensko spremenjene soje. 800 000 ton jo pojejo naše živali, 400 ton pa jo, zato ker so prevelike ladje, odpeljajo v Italijo, pa v druge evropske države.
Ampak gensko spremenjeno, jaz sem laik, o tem žal danes nemamo tudi strokovnjaka, sem laik, ampak resno se sprašujem, če res tista genska spremenjena soja ne vpliva na meso živali, ki jo pojedo. Tako da so to taki veliki problemi, ki dejansko odpirajo še dodatno vprašanja, vse v sklopnem delu bomo potem tudi vsakega udeleženca vprašali, kaj si misli, kje so rešitve. In bi vprašali še gospod Majo Kolar, kaj pomenijo iz njihovega vidika patentiranje semen in ta zakonodaja, kar se tiče zaščite rastlinskega materijala za Slovenijo, slovenskega rastlinskega materijala in se pravi ta uredba, če bi se implementirala v prakso. Ja, lepo pozdravljeni, tudi z moje strani in pa seveda v imenu semenjalnice oziroma prihajam z inštituta Ekosemena, ki hkrati skrbimo tudi za ekološko hranilnico semen, ki se imenuje Semenjalnica. Z Gorenjske prihajam. Ja, mi se, pač zakaj se je sploh pravzaprav ustanovila naša ekološka hranilnica semen, zato ker smo pač res želeli postaviti pridelavo visoko kakovostnih, ekoloških, pa tudi biodinamičnih semen, semenskega materijala tukaj doma v Sloveniji in pa na ta način tudi prispevati k pridelavi zdrave hrane, pa povečati tudi samooskrbo in pa seveda tudi prehransko varnost na drug način. In ja, mi smo se osredotočili na naše v bistvu lokalne sorte, na naše stare sorte, zato ker menimo, da se res odlikujejo v polnem okusu, odličnem okusu in so seveda tudi prilagojene na naše razmere. Mi sodelujemo, v naši hranilnici je ekološko certificirana, zato sodelujemo tudi samo z ekološko certificiranimi kmetijami. In v bistvu že od samega začetka, zdaj delujemo, pilotno smo začeli delovati 8-6 let nazaj, ja, in smo imeli v bistvu kooperantov skupaj 6. Zdaj trenutno jih imamo 15 in se tudi želimo širiti tudi na druge dele Slovenije. Situacija je pa taka, mislim, tudi to, kar je najbolj razveseljivo, je pa to, da vsi tisti kooperanti, ki so bili z nami od začetka, še vedno za nas pridelujejo ta semenski material. Se pravi, tisti pilotni kooperanti so še vedno z nami in dejansko se skupaj učimo, se povezujemo, sodelujemo in tudi na ta način v bistvu gradimo pač ta socialni kapital. In ja, to se pravi, tudi z biotehniško fakulteto sodelujemo s kmetijskim inštitutom, sodelujemo z Univerzo v Mariboru. In ja, kar se nas tiče, je seme seveda osnovna dobrina v kmetijstvu. In brez semena pravzaprav ni kmetijstva in brez tega ni hrane. In kar se nas tiče, dejansko ta patentirana semena res predstavljajo ogromno grožnjo oziroma nevarnost naši regionalni prehranski neodvisnosti. Lahko se zgodi, da bomo postali eksistencialno odvisni od teh velikih korporacij, kar je prej gospa Lončarjeva tudi povedala, pa tudi profesor Bavčeva. In ja, tukaj nas res to kar precej skrbi in seveda, če nimamo semena, nimamo pridelka in pač nimamo hrane, a ne? In ja, v bistvu res je to, kar je bilo danes že povedano, taka semena niso dovolj raziskana, ne? Ampak hkrati imamo pa mi v Sloveniji tako veliko biotsko pestrost, tako veliko dobrih sort, ki so prilagojene, te lokalne sorte, na naše klimatske razmere, da bi jih res nujno mogli zaščititi in bi se mogla res država za to potruditi, zato ker, veste, ne more biti vse breme samo na pridelovalcih, a ne? Ker tega je res ogromno. Tudi v bistvu stroškovno je to veliko breme, tudi za samo hranilnico, ker mi nismo financirani strani države, mi smo v bistvu financirani s pomočjo evropskih projektov deloma pa zato, ker nas pač močno podpira lokalna skupnost. Naša prizadevanja pa naše delo podpirajo v bistvu vse zgornje gorenjske občine. In so pristopile tudi k temu projektu, hkrati nas pa podpirajo tudi tista podjetja, ki smatrajo pač pridelavo semenskega materijala za družbeno odgovorno delo. Hvala lepa, gospa Maja. Ja, tukaj bi res dejansko na vse apelirali, ki si želite sonaravno pridelovati hrano, da dejansko pogledate, kaj kupujete. Če nimate domačih semen, kupujte ekološko semene, pridelano
ali biodinamično, kar je še boljše, prilagojeno našemu okolju, da se bo lahko pridelalo brez kemije, da se bo lahko uporabljalo biodinamične pripravke za pomoč rastlinam, da se bo s kolobarjem lahko pomagalo in tako naprej, da se dejansko, če se že mučite, pa delate, potem ne uporabljate kemijskih sredstev, ne? Ker potem boljše dokupite, ker je bolj enostavno, ker je to samooskrba zelo zahteven šport, če se ga resno gremo. Tako da res apeliramo na to, mi dejansko si želimo 3 stvari, da bi na vse, ki kupujete semena, kupujte slovenska semena. Poglejte, tukaj za spoštovanjem pozdravljam tudi direktorja gospoda Andreja Simončiča, ki je direktor Kmetijskega inštituta Genske banke. Notri je 5400 semen in mi apeliramo, da bi bilo čim več požlahnenih in danih v trg. Ampak kaj imamo sedaj? Pravijo, da slovenska semena kmetje ne kupujejo in ne sejejo. Zakaj? Ker so tuje korporacije preveč močne. Zato, ker kmetijski svetovalci ne pospešujejo setve slovenskih semen. Ker zadružne trgovine nimajo slovenskih semen. Mi v Sloveniji imamo 17 sort krompirja, požlahnenih, ki so ga vzdržujejo 5 sort, pa še ta ne pride v kmetijske trgovine. Samo oskrbni smo ga letos v skupnostnih naročilih s 5200 ton kupili, imamo skupnostne njive krompirja in to slovenskega. Ko potem gledate, pa to je res za pohvaliti, ne? To Mariborčani so začeli s skupnostno njivo krompirja, lansko leto so kokro sadili, letos bomo že imeli več njiv, tudi smo vse 4 vrste semen, ki jih ima Kmetijski inštitut, kupili in jih bomo tudi posadili. In tudi vsi ti člani naši hoče slovenska semena, ampak slovenskih semen ni. In mi si želimo, da bi dejansko imeli verigo slovenska semena in da bi v šolih, vrtcih in zadružne zveze in vsi ti ekološki predelovalci imeli koncept od semena do krožnika in na takšen način bomo lahko mi ohranili slovenska semena, slovensko potrošnjo in tako naprej. Enako si prizadevamo, da bi bila kratka veriga, kmet, zadružna zveza, trgovina, da bi kupec lahko tam vedel, da kupuje res slovensko hrano, podkupujemo slovensko. Kot veste, je Mercator zdaj kupil še tuš, na voljo bojo trgovine, ki jih bojo zaprli, zakaj ne bi vstopili slovenski kmetje, prišli do polic, slovenski obrtniki, veste, da tudi industrija nima, več mali proizvajalci nimajo polic, zakaj ne bi najprej poskrbeli zase in potem za druge. In mi si prizadevamo na tak način se ozavestiti in tudi vi, kar ne pridelate sami, da bi lahko naredili. Mi smo vrtičkari, mi dejansko se ne moramo priskrbeti. In tudi apeliramo na inšpekcijske službe, da gledajo, katere sorte semen se prodajajo v Sloveniji. Kaj ne, gospod Simončič, ne, mi imamo zelo dobro narejen sistem, pa kontrolo, kar se tiče slovenskih pridelovalcev. Preveč strogo, iz mojega laičnega vidika. Zakonodaja, recimo amarant, semenjalnica in tak naprej vam bojo povedali, kaj vse je treba narediti, da pridajo preko naših inšpekcijskih služb skozi, kak mora biti seme označeno. Če pogledate vi v tujih verigah, predvsem diskontnih, nobenih označ na semenu ni, seme, ki ste ga, vim tudi piše gor, ljubljanski motovilec je, Bog ve, v kakej Aziji bil semenjen, in ko boste dali ga na svojo zemljo, bo imel tiste lastnosti. Tako da bi dala besedo gospodu direktorju, gospodu Andreju Simončiču, in da bi ga vprašali za začetek, kaj meni o patentiranju semen, pa tej novi zakonodaji, kaj bi to pomenilo za Slovensko gensko banko, na drugo vprašanje pa, kaj meni o teh spremenjenih genomskih tehnikah pridelave rastlin, od semen naprej pa seveda do rastlin. Izvolite, gospod Simončič. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav v imenu Kmetijskega inštituta, v mojem imenu. Tudi pozdravljam vse razpravljavce. Zdaj prihajam iz raziskovalne inštitucije, to se pravi, že samo ime pove, da smo mi tle kot edin, če rečemo, javni raziskovalni zavod na področju kmetijstva, tle predvsem, da pomagamo kmetijstvu, pridelovalcem,
v tej zelo pestri nalogi, ki jo imajo danes kmetijski pridelovalci. Se pravi, ne zgolj sama pridelava, vemo, da imamo še številne druge naloge tukaj. In absolutno to pomeni, kot inštitut raziskovalni stremimo k tem, da iščemo nekaj novega. Zdaj, če ne bi imeli še vse en pridelek pšenice 1000 kilogramov na hektar, ne? Vemo, kakšen napredek je kmetijstvo v preteklih letih naredilo. Zdaj, nažalost, je Slovenija tudi tista, ki je med tistimi državami, kjer je ta napredek najmanjši. Ne? In ko se mi danes zelo z lahkoto pogovarjamo o neki pridelavi, ki temelji na nekem preteklem času, ne more mimo tega, da imamo mi danes kmetijstvo, ki je v precejšnjih težavah, da je povsem nekonkurenčno že znotraj naših okoliških držav, povprečja Evropske skupnosti. To se pravi, tudi zaradi semena, moram reči, ja, in uporabe certificiranega semena so pridelki 30-40% nižji, da ne govorimo o vrtninah, kjer so pridelki po tudi 100-200% nižji od primerjave, ko ste prej recimo kakšno čebulo omenjali, na oni strani Mure ima 2-krat, 3-krat višji pridelek. Ne? Kako zdaj konkurirati, čeprav je ptujski luk, ampak če ga imamo mi tlele 25 ton, na oni strani Mure pa 60, potem dosežeti, da bo slovenski potrošnik plačal 3-krat več za ta luk ali za ptujski česen, če dobi italijanskega, španskega, ne bom zdaj omenjal, kitajskega za 3-4 evre, pri nas je pa 15 ali pa še več. To so realne zadeve, ki so pripeljale do tega, da kot večkrat čujete, 3 ali več kmetij dnevno neha z kmetovanjem. In če zdaj, da ne bom predolg, da vam ne jemljem preveč dragocenega časa, so tudi gensko spremenjene rastline nastale iz nekega takega čistega, če rečemo zdaj, iskanja možnosti, kako povečati pridelke. Seveda to pušča precej stvari odprtih in je že sošolka moja, kolegica Martina, vam dobro razložila tudi kronološko. Pridemo do tega, da imamo zdaj novo serijo, če rečemo gensko spremenjenih oziroma rastlin ali uporabo genomskih tehnik, ki bi naj bile seveda za tudi samo okolje, potrošnika, bolj prijazne in pa hkrati pridelovalcu omogočale preživetje. Zdaj, če pogledamo itak, vemo sami, da že Evropa kmetijsko in drugače zelo zaostaja ali za Avstralijo, Kanado, Ameriko, kjer so te tehnike že zdavno pase, so jih že dali skozi in mi zdaj te rezultate teh uporabe tehnik imamo dnevno v trgovinah in jih tudi izdelke iz te predelane ali koruze ali soje in podobno uporabljamo. In kar je Evropa naredila in kar je dobro, da imamo in da je Slovenija del Evrope, včasih je to plus, ne, včasih nam gre na živce, moramo reči, da imamo kar 46 agencij evropskih, med njimi Agencijo za varno hrano, Agencijo za zdravje, Agencijo za okolje, kamor države pošiljajo svoje najodličnejše strokovnjake. In zdaj mi poslušamo pogosto, kar je paradoks, da potem neka Nemčija, ne bom zdaj rekel Slovenija, ne, Nemčija naredi oceno tveganja za neko stvar in jo oceni pozitivno. Potem zaradi stanja duha v parlamentu, kjer so mogoče v enem trenutku zeleni, pa jih v drugem sklicu ni in podobno, pride do tega, da zdaj država glasuje v Evropskem parlamentu proti svojim ljudem, raziskovalcem, ki so pripravili za celo Evropo neko oceno tveganja uporabe posamezne aktivne snovi, je to sredstvo ali je to kakšna druga uredba z področja uporabe kakšnih genomskih tehnik. Skratka, vsa stroka se na koncu izrazi v nekemu političnemu preigravanju, kakršno je stanje v Evropski skupnosti. Jaz zdaj to nič ne govorim, a je to dobro ali je slabo.
kot pravim, dobro je, da smo del te velike skupnosti, ker nam je marsikaj prizanešenega. Kar pač želim povedati je to, da če imamo mi vse te evropske agencije, ki bi naj delale za dobrobit ljudi, potem mislim, da je tem vsem najbolj vrhunskim strokovnjakom znotraj teh agencij potrebno verjeti, da delajo v dobro evropskih državljanov in celo širše bi to morali. Če tega seveda ne storijo, pa je boljše, da mi ne vem koliko milijard, kolikor stane teh 46 agencij, ki so širom držav Evropske skupnosti, boljš, da jih nimamo. Ne? To pomeni, zdaj pa v enem trenutku ti paše, v drugem ne. Toliko bi jaz samo rekel, da bi tlele absolutno, kar se genomskih tehnik izpostavil, da tudi ta zakonodaja še ni sprejeta, da se velika večina držav, tako kot za genske tehnologije, nasploh obnaša ali drži nekje bolj zadržano, pa kljub vsemu so ocene tveganja tiste, na podlagi katerih potem bi morale držati ali pa se odločati države pri svojem glasovanju. Se strinjamo vsi, da to, kar mi danes vemo, ne vemo vsega, čez 10 let bo prišlo do nekih novih spoznanj, bomo mi videli, da smo se mogoče danes zmotili, se strinjam, ampak tako je, vede v življenju grejo izredno hitro naprej, da ne rečemo analitika. Če smo včasih morali v neko Blejsko jezero zliti eno, da ne rečem, cel sod gnojevke, da bi našli, da je onesnažena, danes vemo, da je dost ena kapljica v Blejskem jezeru, česarkoli, in je analitika danes že sposobna to kapljico ugotoviti v Blejskem jezeru. Želim samo reči, da gre znanost naprej in tako tudi vede v življenju, vključno s tem, in je seveda temu primerno potem treba ukrepati, takrat, ko zveš, da so kakšne stvari sporne. Sicer pa biti vedno na stališču neke pretirane previdnosti pa pomeni kaj? Da bomo mi zgubili še tisto nekaj kmetov in kmetij, ki jih imamo. Da ne bom rekel tudi Evropa, samo še Ukrajina pride noter, bomo itak že skoraj vsi Evropejci lahko opustili kmetijstvo. Mi pa že danes smo tekmeci Avstrijcem, Francozom, Angležem, ki imajo kmetijstvo bistveno bolj razvito. Iz različnih vzrokov, se pravi večje kmetije, bolj opremljene, boljše razmere in zdaj, če rečemo, ne uporabiti znanosti, ki nam je na voljo, zato da bomo mi vsej se hitreje prilagajali in čakali, da bomo mi žlahnili na načine, kot smo žlahnili pred 300 pa 200 leti, potem seveda mi spravljamo naše kmete v zelo nelagoden položaj, ne glede na to, ali je dovolj hrane v svetovnem merilu. To je seveda vse lepo čuti, pa vse vidite, da ob vsej hrani v Gazi ne morejo spraviti hrane in da v neke afriške države ne moreš spraviti hrane, če ni skladišč, če ni tovornjakov, če so tolpe, če so vojne. To se pravi, govoriti o tem, koliko je produkcija hrane na svetovnem merilu, se mi zdi, da je malo smešno. Bi pa seveda se strinjal z Martino, da pa ne more Slovenija, če ji manjka vsej 500 000 hektarjev zemlje, pridelati vsega, da bo samooskrbna. Ampak po drugi strani pa zopet se delati nevednega in biti cinik, pa pustiti, da nam v Afriki, v Ameriki sekajo gozdove in tisti delajo potem bistveno večje težave v zvezi s podnebnimi spremembami, z onesnaževanjem, to je za mene zatiskanje oči pred realnostjo. Naj vsakdo naredi pred svojim pragom. Zakaj bi morali imeti mi v Afriki 300 000 hektarjev zemljišč v najemu, kjer delajo, izkoriščajo ljudi, ne vem kakšne še vse druge stvari, zato da bomo mi jedli tlele neko, da rečemo, hrano pridelano na način izpred 200 let. Ne, to je, meni se zdi kar dosti cinizma v tem. Če se mi držimo vseh pravil, ki jih imamo, in pravila so stroga,
Gre za to, da jih večkrat potem ne upoštevamo. To je pa druga stvar. Se strinjam, da je potrebno imeti inšpekcijske službe močne. Ampak ne izkoriščati znanja, raziskav, rezultatov, za katere mi drago plačujemo in imamo dostop do teh stvari, se mi pa zdi mogoče občasno seveda nekoliko sporno. Zdaj, kar se patentov tiče, da nam predolg, je pa tako, da se strinjam, da to ni prava pot. V Evropi imamo bistveno boljši sistem zaščite teh žlahtniteljskih pravic in zakaj ne moramo imeti mi ta uveljavljen model varstva tudi kot že velja na CPVO-ju in podobno, kjer so zaščitene te žlahtniteljske pravice na način, kot velja danes v Evropi. Ne pa patenti, to je dejansko res, ampak sicer Slovenija ne more biti zdaj država izven celotnega sveta in potem tudi ne sprejemati vseh dobrih stvari, ki so. Sem pa še enkrat rekel, da ne bo zdaj kdo rekel, da je vse, kar je novo, dobro. Ne, vse, kar je staro, ni slabo in vse, kar je novo, ni nujno dobro. Ampak ne izkoristiti orodij, ki so ti na voljo, da boš ti svojemu kmetu omogočal pridelavo in preživetje, da ne bomo imeli halos praznih, barkinov praznih, ne vem še kaj. Mislim, ne moramo si zatiskati oči, izgubili smo v 150 letih, smo šli iz 1/3 gozdnatosti na 2/3. In kaj bomo imeli zdaj, se v Špelu proti Mariboru postaviti gost do ceste. V Ljubljano boš imel gost do avtoceste. A želimo to? Se pravi, ti kmetu moraš dati orodja, da bo preživel. Ne more biti kmet prepuščen zdaj nekim mogoče pričakovanim idiličnim izpred 200-300 let, da je bilo pred 300 let drugače. Danes ni, kje ste danes dobo za 10 hektarjev okopati koruze ljudi. Včasih so bile kmetije velike, ljudi je bilo dost, in otrok, in tet, in stricov. Kdo bo danes to delal? Danes, če mora kdo s traktorja stopiti, se že ne bo šel več kmeta. Ne, to se pravi uporabiti digitalizacijo, uporabiti informatizacijo, orodja, nove tehnologije, če želimo mi sploh se kmetijstvo iti. Se pa strinjam, kolikor smo mali, kolikor imamo zemlje, še teh bogih 200 000 hektarjev, ko jo imamo, nam padajo, nam jo pozidavajo in jo namenjamo vsem drugim namenom razen pridelavi hrane. To pa so stvari, o katerih bi se morali bistveno bolj pogovarjati. Da ne bom predolg. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo strokovni oris vsega je povedal naš gospod direktor. Povedal nam je tudi zelo veliko izhodišč in še dodal dodatna vprašanja. Pri tem je to, kar mi vidimo od spodaj navzgor, je dejansko to, kar smo že v uvodu poudarili. Mi ne želimo, da bi nova znanost pridelave hrane in tehnologije šle naprej. Gre za to, da je treba ohranjati to, kar je sonaravno. Poglejte, moramo si priznati, da večino življenja ustvarja kapital. Če naredimo samo primerjavo, vsi si želimo miru. Kdo si ne želi miru? Vsi si ga želimo. In misliti, da bo mir, pa ne bo vplival na prehransko varnost, če je v 60 državah sveta vojna, če ladje vozijo okrog Afrike, se zamotimo. To bo vplivalo na našo prehransko varnost. Prvi del zgodbe. Drugi del zgodbe. Slovenija se je zavezala, da je zelena država. Zakaj ne bi mi izkoristili marginalne možnosti, ki jih imamo, razglasili Slovenijo za ekocono Evrope in dela na marginalnih skupinah, na marginalnih. Hvala. Poglejte, mi bila blizu liščarska velesila, ne pa da otrokim Lipton čaj kupujemo, pa dajemo v vrtcih in šolah. Izkoristimo to, kar imamo. Bila bi bili vrtiškarska velesila za samooskrbo. To je ta del, ki pa ne bo nahranil ljudstvo. Če pogledamo sedanje konvencionalno kmetijstvo, subvencije so bile delegirane. Poglejte, mi moramo celovito gledati strokovnjaki, kar je dejansko težava vseh strokovnjakov pa služb je v Sloveniji to, da vsak gleda svoj košček stroke.
in dejansko celovitega dela ne. Če pogledamo recimo samo pri kmetijski politiki. V letih 1970 smo mi bili 80% samooskrbni, gospod Simončič pa Martina bodo to potrdila. Prišla je nova kmetijska politika. Ko smo šli v Evropsko unijo, najprej je bilo treba zapreti tovarno sladkorja Ormož. To je bil prvi zadeva. Poglejte, korporacije, kapital je potegnil uničil vse naše panoge, od prehranske naprej do tekstilne, do avtomobilske. Tudi sedaj, pri sprejetju te zakonodaje, so ti predlagatelji, ki jih je gospod Simončič omenil, da je 450 dejansko strokovnjakov podpisali, tisti, ki so bili pobudniki, so 3 največji lastniki patentnih pravic za genomske tehnike. In na to so tudi naš poslanec Bogovič, ki je glasoval za genomske tehnike, na to raziskavo slanja. Zdaj jaz ne vem, mislim, ljudi se sprašuje, a je to res pravilna študija ali je plačana študija. Zato si mi prizadevamo, da bi te genomske rastline, ki bojo prišle v naravo, prišle najprej v poskusno okolje, v zaprte prostore, da naredijo škode, ko se pa ugotovi, da je to v redu za ljudi, potem pa ne grejo za ljudi. Vsaka čast. Vse moramo iti naprej. In da se to tudi pravilno označi. Tako da bi jaz mogoče na zaključni del prosila potem direktorja, da nam pove, koliko teh semen slovenskih avtohtonih se bo žlahtnilo v Ptujskem centru, koliko jih je v državnih rezervah. Kot smo predlagali, tu smo uspeli, da so sprejeli zakon o državnih rezervah, da bodo notri oziroma da bodo na voljo in kako za naprej rešitev, kako do več prehrane na državnem nivoju. Mi se od spodaj zgor na osebni ravni, na lokalnem se moramo povezati z občinami. Imamo tukaj predstavnike razvojne agencije Savinja, prosim, če stanete, ki si prizadevajo, da vse svoje projekte vključijo trajnostne rešitve, pa tudi prehransko varnost na lokalni ravni, kar bo še zelo pomembno. Če ne bo 3 tedne elektrike, ne boste imeli nobeni trgovini kaj kupiti, in bo tržnica, če bi bila pred vsakim gasilskim domom zelo dobrodošla, ali če boste poznali ljudi, ki vejo, da kaj pridelajo. Tam imamo tudi gospoda Davorja Vučkovskega, Davor, ki si prizadeva, da slovensko ekološko hrano tudi liofilizira in sedaj je našel 100% način, kako 100% liofilizirano hrano spraviti v kocke, da so lahko na mesto bombona ali kašice za otroke, tako da iz inovacije iskrene čestite, Davor. Spoštovana gospa Maja, slišala ste poglede, vprašanja, pobude, stroke, vprašanja ljudi, jaz sem jih nekaj povzela, nekaj sanja. Vemo, da vam ni lahko, ker morate zastopati interese vseh. Kje vidite, kako bo vplivala ta zakonodaja na našo prehransko varnost, na našo zaščito semen, na naše okolje? Kje vidite rešitve, da bi to implementirali na način, oziroma če se da zaustaviti ali kakšenkoli način te nove genomske tehnike, kako bi se dalo urediti, da bi ljudje vedeli, kaj kupujejo in kako spodbuditi večjo prehransko varnost z domačimi izdelki na našem trgu. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj ste toliko vprašanj odprli, da niti ne vem, kje začeti. Mogoče začnemo z novimi genomskimi tehnikami. Dejstvo je, da jaz nisem strokovnjak na tem področju. Imam težavo, ker imamo vsi, mislim, da občutek, da stroka ni enotna. Mi kot politika predstavljamo ljudi. Torej, mi moramo poslušati ljudi in moramo se zavzemati za tisto, kar pač naši prebivalci želijo. In v vsem tem času se na ministrstvu ni pojavil nihče, ki bi se za sprejem te uredbe zavzemal. Kar pomeni, da imamo nekako, niti kmetje ne, tudi kmetijske organizacije recimo niso prišle izraziti podpore tej uredbi. Mi menimo, da je tudi za našega kmeta ta uredba lahko problematična, ker predvideva neke varnostne koridorje med konvencionalnimi in gensko spremenjenimi rastlinami, kar pomeni, da zaradi majhnih površin, ki jih obdelujemo, lahko predstavlja težavo in lahko kmeta celo v manj konkurenčen položaj postavlja.
Tako da mi zaradi vseh teh pomislekov in novih študij, ki prihajajo na plan vsak dan, zdaj imajo tudi v Franciji študijo, ki v bistvu naslavlja enake težave, ki jih mi že ves čas v svojem stališču izpostavljamo. Zaradi tega smo se opredelili na ta način, kot smo se, in želimo previdnostni princip. To pomeni, da zagovarjamo, da se presoja dela od primera do primera, da se zahteva celovito presojo vpliva na okolje, zdravje ljudi, zdravje živali, da se zagotovi potrošnikom možnost izbire, to pomeni, da je skozi celotno verigo gensko spremenjen organizem označen, in pa da se pravno ustrezno uredi problem patentov, o čemer so že veliko govorili tudi kolegi. Pa še ena stvar, ki smo jo tudi mi navedli, pa mislim, da druge države tega ne gledajo na ta način, da v ekološkem kmetijstvu gensko spremenjeni organizmi ne smejo biti prisotni. To ni stališče vseh držav, ki so proti tej uredbi. Zdaj, v tem trenutku je ta uredba še v postopku obravnave. Na zadnjem glasovanju ni bila sprejeta na zasedanju kmetijskih ministrov in tudi do danes nismo dobili nobenega besedila, ki bi bilo kakorkoli spremenjeno ali drugače oblikovano, oziroma ni bilo nobenega napredka, da bi lahko rekli, da pričakujemo kakšno spremembo. Menimo pa, da je ta časovni okvir premajhen do evropskih volitev, da bi ta uredba stopila v veljavo pred evropskimi volitvami. To je glede tega. Mi bomo stališče pač zagovarjali še naprej, tako kot smo ga do sedaj. Naslednja stvar, prehranska varnost. Mi smo, ko smo začeli z delom na ministrstvu, se pravi novo vodstvo, smo se odločili, da potrebujemo določene informacije in določene strategije vzpostaviti. Ena je tudi na področju semenarstva, kjer mislim, da neke resne strategije ni, ker je precej smo se navezali na evropski trg, gre res za skupni trg, ampak vseeno menimo, da je kljub lanskoletni razpravi potrebno to razpravo še enkrat odpreti in pripraviti strategijo glede prihodnosti semenarske industrije v Sloveniji in pa glede prehoda tudi na ekološko kmetijstvo. Tukaj smo z ekološkimi kmeti zaznali več težav. Kljub temu, da ekološko kmetijstvo prinaša prednosti in za kakovost tal in za okolje in je pač okolju prijazno, smo zaznali težave in pri predelovalcih in pri ljudeh, ki po ekoloških proizvodih povprašujejo. Tukaj govorim predvsem o slabi organiziranosti deležnikov znotraj verig. Tako da imamo določene ukrepe, s katerimi želimo krepiti te verige. To gre za ukrep vzpostavljanja ekoregij. In mogoče bi tukaj zaključila glede ekološkega kmetijstva, ker ste prej odprli še precej enih zadev glede žuželk, pa mogoče, če se še tega dotaknemo. Mogoče še morda še naslednje vprašanje, kako bi pričakovali lahko, kakšno stališče boste zavzeli glede prodaje teh žuželk pa tega umetnega mesa? Obstaja kakšna opcija, da bi Slovenija predlagala tako, da bi se to v ločenih prodajalnih ali v trgovinah v posebnem označenem oddelku to nahajalo, da bi točno bilo eksplicitno? Mi mislimo tudi to, da bi se moral način pridelave, poznamo standardne označbe, ki so sedaj veljavi, da bi moral biti naveden in hidroponika, akvaponika, kakšen je način pridelave in kako nekako zagotoviti v času izrednih razmer. To vemo, da državne rezerve ste aktivni tam, da bi tudi to zagotovili, ampak kako zagotoviti to, da bi otroci v vrtcih pa šolah malo več jedli ekološke hrane, tako da bi en tak povzetek tega naredila, kako zagotoviti prehransko varnost v Sloveniji večjo, pa kako nekako zamejiti te pridelavo nove genomske tehnike, ker mi mislimo, da bi morali ločiti za sonaravno, dati spodbude, da ohranjajo podeželje, recimo sonaravni kmete mesečno rento
ki dejansko kmet do 10 hektarov ali koliko se sploh ne more preživeti brez subvencij zdaj, te predpisi ga omejujejo, poleg tega imamo predpis divjadi, ki mu veliko naredi škode, na drugi strani imamo velike kmete, tu predlagamo tudi to, da bi ekološki delež povečali na tak način, da bi sklad kmetijskih zemljišč dal v prednostno pravico za najem teh zemljišč tistem, kjer bi ekološko kmetovali, na tretji strani pa nove genomske tehnike, pridelavo v vodi, v laboratorijih in tako naprej, pa izločili iz kmetijstva, ne? Ker se bo sedaj zgodilo tako, da bojo tisti, ki so bolj zeleni, bolj trajnosti, manj porabili virov naravnih svetlobe, vode za pridelavo hrane, naenkrat dobili več subvencij in to sploh ni več kmetijstvo, kar ne zraste v zemlji. Se strinjate s tem? Tako da en tak povzetek tega, prosim. To ste mi danes sem prvič slišala to idejo in ta pomislek, da bi tisto, kar ne zraste v tleh, pa se izločilo iz kmetijskih subvencij. Tako da to je sigurno nekaj, o čemer bomo govorili tudi v prihodnosti. Kar se tiče žuželk, je že zdaj v bistvu potrebno te izdelke označevati, ker žuželke predstavljajo alergen. Tako da tukaj lahko povem, da praktično teh izdelkov v Sloveniji ni. In tudi za naprej morajo biti te izdelki jasno označeni, ne morejo vam recimo to zmešati v neko drugo hrano, tako da ni te bojazni. Je pa, jaz mislim, da skupen odgovor na vse te zadeve izobraževanje potrošnikov. Tudi če želimo povečati delež povpraševanje po ekoloških proizvodih, omenili ste javne zavode, mi smo sklicali medresorsko skupino. V tem tednu smo dobili člane, zelo široko skupino, s katero bomo v bistvu poskušali najti način, kako v javne zavode spraviti slovensko hrano. Prvotno smo govorili o vrtcih in šolah, potem smo razširili tudi na vse javne zavode, s tem, da imamo že določene primere dobrih praks in v tujini in v Sloveniji, ki jih bomo pogledali, od tega, da so centralizirali kuhinje, do tega, da se je centralizirala samo nabava. Ugotovili bi radi skozi pogovor z ljudmi, ki so se tega že lotevali, kateri model je najbolj ustrezen in najbolj vzdržen. Druga stvar, ki jo poskušamo, s katero se intenzivno ukvarjamo, je, kako priti tudi v šolske urnike, kako recimo poskušati otroke vzgajati, kako delati z naravo, kako se hrano prideluje, kako dvigniti tudi ugled kmeta med otroci in pač kmetu pridobiti nazaj neko spoštovanje, da bo otrok tudi razumel, od kje hrano dobi in bo znal to ceniti. Delamo tudi na programu, na različnih projektih za zniževanje odpadkov. Tudi to se mi zdijo pomembni projekti, sploh pri vzgoji otrok. Pa mogoče bi omenila še to, da skozi to skupino mogoče ne bomo šli v zakonodajo, poskušali bi na prostovoljni bazi z ozaveščanjem, ker ko smo govorili tudi župani, je velik interes in med starši in med župani občin, da bi otrokom zagotovili slovensko hrano in da bi v javne zavode pač ta hrana prišla, ampak se mi zdi, da je ogromno birokracije, da se zelo težko v tem sistemu znajdejo, sploh manjše ustanove, ki nimajo zadostnega kadra, ki se lahko samo s tem ukvarja. Zato bomo poskušali najprej z nekimi skupinami, ki bodo poskušali svetovati, pomagati vzpostaviti sistem, za katerega bomo ocenili, da je najbolj smiselen. Hkrati se pa ukvarjamo tudi s celovito prenovo oglaševanja in ozaveščanja na ministrstvu. Radi bi zelo tarčno porabljali sredstva za to, da res dosežemo potrošnika in da ga prepričamo, da je prava izbira slovenska, sezonska hrana in pa tudi ekološka hrana. Ja, najlepša hvala. Spodbudno, a ne? Ja, res smo veseli takih novic, pa tudi to, da boste prisluhnili našimi pobudami, jih preučili in potem, da vam bo izhodišče sigurno bo kaj uporabnega, tako da smo veseli, da bomo lahko soustvarjali prihodnost. Prihodnost soustvarjajo tudi naši sodelujoči v Skrbimo Slovenija štafeta semen. Kmalu bo podelitev tega, predtem pa še maratonci tečejo častni krog, zadnjih 5 minut.
Sanja, začneš, prosim, en povzetek in seveda, kje so rešitve za prihodnost. To bi pa tudi prošla vse izmed vas, da v kratkem strnete svoja izhodišča in da potem podelimo priznanja. Gremo na izmenjevalnico, poiskati semena, čim več posejemo, več, ko bomo posejali, to bomo imeli. Še na intermeco informacija, lahko smo veseli, da nam je uspela pobuda semenske kroglice. Kot veste, ko je bil požar na Krasu, smo iz Ekoci poslali pobudo na ministrstvo, da naj posejajo požgani kras z semenskimi kroglicami, kajti pogoji, ki so na Krasu, dejansko onemogočajo pogozdovanje, prevelika vročina in kamenje in tako naprej. No, najprej nismo bili uslišani, potem smo vztrajali, potem smo z vami entuzijasti, nekateri ste med nami, tudi dejansko prispevali k temu, da smo na roke posadili semenske kroglice, nasejali po Krasu, se je zelo dobro obneslo, cirka 90% se je prijelo, tako da hvala. Hvala. To je služilo tudi za izhodišče naprej, potem smo naprej spodbujali vse odločevalce, delili semenske kroglice in delili letake, tako dolgo, da je potem tudi v lanskem letu Zavod za gozdove 1 hektar semenskih kroglic posejal z droni na Kras. Tako da smo tukaj dosegli, kar je še pa večja zgodba, je pa to, da smo letos navdušili tudi Čebelarsko zvezo Slovenije in da bo skupaj z svojimi 26 inštruktorji po šoli in vrtcih naredil 100.000 semenskih kroglic in jih bodo posejali v marcu z medovitimi rastlinami. Tako da to je en tak, se pravi, če smo vztrajni, če pokažemo z dejanji, potem prisluhne tudi oblast, rezime. Ker oblast dela to, kar hoče ljudstvo, zdaj, če pa ljudstvo nič ne hoče, pa ne povi, kaj bi, pa tudi oblast ne bo delala to. Tako da to je na nas. A ne, gospa državna? Nažalost pa velikokrat ljudstvo samo šimfamo, tarnamo in ne povemo, kaj bi radi in tudi oblast potem pač ne more vedeti, kaj bi radi. Toliko v obrano oblasti, ampak to je nažalost res, ne. Večino Slovencev se noče angažirati, ampak če skupaj stopimo, pa vemo, kaj bi radi, bomo vsi skupaj prišli k cilju in so ustvarjali prihodnost. To je bil en tak intermezzo z moje, sedaj pa Sanja zadnjih 5 minut. Ja, glej, dvorana je polna, izmenjevalnice je polna, vrtovi so polni, 250 ljudi se trenutno uči delati sadike, semenski tečaji potekajo, torej tudi ljudstvo se zbuja. Tisto, kar mislim, da smo mogoče majčkeno spregledali, ko govorimo o novih tehnologijah, seveda nič proti razvoju nimam, dok ne onemogoča moje bivanje. Torej, mi tle govorimo o tehnologiji, tudi to je izraženo, jaz sem na hitro pogledala vprašanja, ki ste jih postavili. Dejansko problem kontaminacije, je bi rada, Martina, da ti poveš več, ker to je bilo tudi prvo vprašanje, pa se ga nisi dotaknila. Ali obstaja sploh način, da mi neko genomsko spremenjeno, torej gensko spremenjeno reč, ko nam enkrat zaokroži po sistemu, na ukaz vrnemo nazaj v flaško? To je osnovno vprašanje. In ker že imamo dejstvo, da v Španiji, ker imajo največ tega, samo se jim iz leta v leto povečuje količina kontaminacije, ki jo potem moraš akceptirati, ker je kar tako, ne? Torej, tehnologija, ki se izkaže ali ne izkaže in potem mi ukinemo, s tem nimamo nobenih težav, ampak če govorimo o nečem, ker poti nazaj ni in nekaj, kar tvega, da spremeni naš ekosistem, naše zdravje, našo biotsko diverziteto, generacije, ki prihajajo, ker vemo, da je ena od glavnih težav gensko spremenjenih tehnologij alergenost, padec plodnosti in kronični padec mikrobioma. To je tisto, o čem se bomo danes tle pogovarjali čez uro pa pol, zelo vroča tema, ker v Ameriki že na veliko, da se rešijo ruskih in kitajskih gnojil, uporabljajo gensko spremenjene mikroorganizme v tleh. In to meni nič, tebi nič, je spet neka ideja, ker moramo plačati za varnost, a ne, nobena vojna ni zastonj. Torej to, da Evropo mora veliki brat varovati, stane, da mi dejansko
verjetno nimamo enake pogajalske pozicije kot v času, dok je Evropa zelo trdo zagovarjala neka svoja načela in kakovost. Torej, tukaj ja vidim kritično točko, mi se zdaj ne pogovarjamo o eni izmed zakonodaj krive kumare gor dol iz Bruslja. Niso to krive kumare, to je nekaj, ker poti nazaj ne bo. In ja, res bi prosila, Martina, ti res o tem veš veliko, več verjetno največ za tem omizjem, kakšna je možnost sploh, da mi zavarujemo ekološkega kmeta. Vrtičke vam takoj povem, mi nismo stranka v postopku, mi hobi vrtičkari, mislim, da na neko zaščito sploh ne moremo računati, razen če se ne bomo toliko združevali, da že sami delamo svoje ekocone. To je tisto, kar mi recimo poskušamo znotraj samoskrbnih narediti, da se čim prej povezujemo, da semena izmenjujemo izmed sebe, da sadike izmenjujemo izmed sebe in da površine dejansko povečujemo, da je čim več vrtičkarjev na kupu, da je skupna njiva, ker na ta način lažje ohranjamo tudi to nekontaminiranost pred tistim, kar prihaja. Zdaj, Irene, trenutno ni, tako da pija tebi, Marina, da dokončaš namesto mene, kaj to pomeni v naravi. Ja, pri tuje prašnih rastlinah zagotovo je to nepovraten pač proces, vsaj po mojem mnenju. In kar nekaj časa nazaj, ko je bila že v Ljubljani ena konferenca na temo gensko spremenjenih rastlin, to je bilo leto 2000 in ekološko kmetijstvo, je takrat en govorec pač rekel, ne, pustite nas v Evropi in naj bo izolacija pač Atlantski ocean. Zakaj tako velika? Zato, ker mislim, da smo tudi v lanskem letu in vsako leto vsaj enkrat, dvakrat pride do nas, do naših krajev puščavski pesek. In kdorkoli pač mene želi prepričati, da je neka izolacija 100 metrov, 500 metrov in ne vem koliko metrov zadostna, pač jaz osebno dvomim, da je pri pač tem tipu rastlin, pri določenih rastlinskih vrstah, samoprašnih, se da zagotovo tudi pač take varnostne pasove ali pa zagotovila verjetno v naravi zagotavljati. Ne bi pa želela, da bi nekako dojeli ekološko kmetijstvo kot pač pogled nazaj, pa ohranjanje sam starih tradicij, ampak kot sem takoj na začetku rekla, ekološko kmetijstvo kot sistem, kot zainteresirana javnost profesionalnih pač akterjev, ki so tudi na trgu in na trgu je delež ekoloških živil vse večji in ta tržni delež se je v zadnjem obdobju močno povečeval z dvoštevilčno letno rastjo. Ta del kmetijstva, ki je neki pač sestavni del današnjega kmetijstva, tudi ekološko kmetijstvo. Če tudi iz slovenskega vidika marsikdo to jemlje kot neko alternativo, kot nekaj majhnega, nepomembnega, to kmetijstvo vsako novo tehnologijo pač obravnava, jo pač presodi, ali so tveganja prevelika, ali so sprejemljiva, ali se bo pač neka zadeva akceptirala. In ekološko kmetijstvo se ne brani, ne digitalizacije, največ spletne prodaje prav z ekološkimi pridelki pač po spletu, tudi po kmetijah ekoloških. Ekološke kmetije imajo več spletnih trgovin kot vse konvencionalne, recimo, ne? Pa jih je konvencionalnih 95%, ekoloških pa samo 5%. Ekološko kmetijstvo se ne brani robotizacije, samo pač vprašanje, ali imamo mi zdaj dovolj velike površine ekološke pridelave, recimo neke zelenjadnice, kjer bi zdaj nek specializiran robot namesto pač škropljenja s herbicidi mehansko zatiral plevele. Spet bomo šli letos, mislim, da 24. 25. maja gledati kmetijsko mehanizacijo za ekološko kmetijstvo v Avstrijo, v deželo Gradiščansko, ki si je zadala cilj prehod v ekološko kmetijstvo na 100%. Seveda oni vejo, da to še dolgo ne bojo dosegli, ampak imajo vizijo, vejo, kam grejo, spodbujajo kmete, ekoregijo spostavljajo, imajo nek dolgoročni plan in temu vse pač
prilagajajo. Dunaj je mesto, ker je v vrtcih, v javnih ustanovah večinoma ekološka hrana prisotna. Mi v Sloveniji pa smo tudi z ekološko hrano samooskrbni zelo malo, 35% pač po uradnih podatkih iz raziskave, ki je financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, 75% ekološke hrane, ki jo pojemo ta trenutek Slovenci, je iz uvoza. In mi dodano vrednost raje plačujemo nekim kmetijam v tujini, namesto da bi naši kmetje to dodano vrednost realizirali na slovenskem trgu. Na drugi strani pa ekološko kmetijstvo, kmete, bi rekla, vsi te drugi, tretji, ne vem kjer nivo v tej prehranski verigi, o kateri veliko govorimo, v povezanost prehranski verigi v bistvu ignorira. In od ekoloških kmetov, ki vzredijo ekološke tudi živali, predvsem je to problem v ekološki živinoreji, preprosto ne odkupijo in ne spravijo tega do končnega potrošnika. Če pa že, pa potem v vsej tej verigi vrednosti, cena strašno naraste, da vsak razumen potrošnik, če tudi bo 5-krat ekološko, ne bo dal 4-kratnika končne cene nekega produkta napram enemu pač običajnemu izdelku, ki je v trgovski verigi. Moramo tudi neko realno stanje potrošnikov gledati, ki pač je tako, kot je. Moje osebno mnenje je pa, da je pravica do ekološkega živila bi morala biti pravica in bi morali biti ekološki pridelki dostopni pravzaprav vsakemu izmed nas. Ne pa, da se je nekoč v nekem trenutku zgodilo, da pri nabavah, recimo za najbolj ranljive skupine hrane, vemo, da je trenutna zakonodaja taka, da vsaj 15% javnih zavodi morajo ekološke hrane nabavljati, 20% pa iz drugih schem kakovosti, lokalne recimo. Ampak druge sheme kakovosti so tudi geografska označba, recimo teoretično, lahko bi kraški pršut v teh 20% dal, pa je ves pršut iz madžarskih pa belgijskih prašičev, pa bi prišlo v teh 20%. V bistvu ta medresorska skupina oziroma skupina, ki ste imenovali, je super, da je in da bo res tudi te detajle pogledali, kaj je res slovenska surovina in da se bomo zavzemali za slovenske produkte, ki bojo prišli. To je del rešitve, ne? To je del rešitve. Mogoče še kakšno, ker smo že malo s časom na tanko, še mogoče kakšno rešitev, kako ohraniti ekološko kmetijstvo, ne? Gospod Strojin, ste tu, ekološki kmet, je podal pobudo, da bi mogoče res na tak način pospešili ekološko kmetijstvo, da bi imel prednostno pravico tisti, ki jih dobi, ki bo ekološko kmetoval pri najemu kmetijskih zemljišč, ker zdaj imamo, to je ena rešitev ali pa več hrane ekološko kmetijstvo. To mogoče bi, če bi to kaj pomagalo, ne? Mogoče tudi izhodišče Maja, kako ohraniti slovenska semena in kako spodbuditi semenarsko panogo in od semena do krožnika iz vašega vidika in kaj lahko storimo za prihodnost na hitro, na kratko, da nam ne bojo vsi ušli? Na hitro, na kratko, ja, samo mogoče, če se navežem na to, kar ste zdaj na zadnje omenili, jaz bi rada tukaj izpostavila občino Radovljica, kjer smo to pobudo že dali in nekako imajo ekološki kmetje pač prednost pri najemu kmetijskih zemljišč, tako da to nekako bi se lahko uveljavljalo oziroma tudi razširilo na druge občine, bi lahko rekli. Drugače pa ja, kar se nas tiče, se nam zdi, da je res pomembno, da zaščitimo lokalne pa avtohtone sorte in v bistvu naše genske vire. Zato, ker mi mislimo, da so to osnova konec koncev za razvoj novih in prilagojenih sort, ki jih bomo rabili za prihodnost. In konec koncev bi res nekako lahko mi mislimo, da bi bilo potrebno obnoviti tista stara znanja, tradicionalna znanja in vedenja, ki so jih ljudje pač nekoč že imeli in v bistvu prek tega modernega intelekta in svobodnega načina razmišljanja, da bi nam v bistvu mi preoblikovali naš način življenja in da bi to lahko pomagalo v prihodnosti preoblikovati te prehranske sisteme in jih v bistvu povezovati v celoto. Ja, super, zelo dobra ideja. No, ravno zato si mi dejansko prizadevamo to. Poglejte, mi nikoli ne moremo
konkurirati, kot je prej gospod Simončič rekel, nekim velikim kmetom na 200 hektarjih, ki kmetujejo, to je za njih mogoče mala kmetija. Mi smo lahko marginalni na določenih segmentov, da ohranimo slovensko krajino, da je nehamo pozidjavati, da pogledajte, tudi ljudje so se začeli zavedati, mi si zdaj v Sloveniji, v Savinjski dolini prizadevamo ohraniti kmetijska zemljišča, kar 1200 hektarov bi šlo za suhe zadrževalnike. Ana Vovk za študenti na Filozofski fakulteti je pripravila sonaravne rešitve, ki bi zadeve dejansko ohranile, kar se tiče zemlje, so to namakanje, so močvirja, so sporedne struge, voda ne bomo odpeljali iz Savinjske doline, sploh se na tak način. To smo vse že včasih imeli. Sodobna kmetijska politika je z svojimi ukrepi prepovedala mejice, oziroma ni prepovedala, rekla je, da mora biti skupaj kmetijska površina, kmetje so vse mejice posekali, vsa mečverja so meliorirana, vsa nekmetijska dejavnost, vključno z odlaganjem bal, so ob potokih, ki so zamašili še dodatne pretoke in vse to so taki ukrepi, ko si jih prej sploh ne zavedamo, ne? Pa recimo zdaj je divjad, je zdaj pod drugo ingerenco, lovci ne streljajo, ovčici če dalje manj. Podnebne spremembe so se spremenile, čivali če dalje več. V glavnem, v vsakem primeru si je spoštovana državna sekretarka pogledala vaša vprašanja, so zelo zanimiva, ker smo v zamudi včasih ne bomo prebrali, bomo pa vse napisali v pobude in bomo tudi na vse vam poslali odgovore. Ministrstvo, res, to se pa res moramo zahvaliti, so tudi sodelavke iz ministrstva tle, katerikoli pobude smo dali, pa tudi to so potem taka 10-stranska vprašanja, pa odgovori se zelo potrudijo in nam dajo na vse odgovore. Tako da vsi, ki ste dali vprašanja, so zelo dobra vprašanja, hvala, da ste jih dali in da tudi oblast vidi, da mislimo resno in da razmišljamo. In tudi potem vas prosim, da ko bojo podeljena priznanja, bojo zelo veseli, da jih boste vi podelila, dejansko, da bomo skupaj stopili, imeli skupinsko sliko, da bojo tudi odločevalci videli, da nas je kar veliko, ne? Ampak to je mala peščica, zunaj nas je čedalje več. Tako da, spoštovani direktor Andrej Simončič, prej smo vam že dali nekaj izhodišč, kako boste poskrbeli smo, da je Ptujski seminarski center v državnih rokah. Vi ste prevzeli kot oče tega otroka, ne? Dejansko imate čez gensko banko, koliko slovenskih semen bo v prihodnjih 5 letih na trgu, v trgovinah nam dostopnih, koliko jih bo v državnih rezervah in kako si boste za to prizadevali. Izvolite. Ja. Na hitro pa na kratko, ne? Ja. Sigurno, da v kmetijstvu ne gre ničesar, na hitro pa na kratko. Če pogledamo že od osamosvojitve naprej vse strateške načrte, skoraj vsi pišejo isto, ne? Konkurenčnost, okolju prijazno, skrb za kmeta, za podeželja. In moram reči, da smo nekaj stvari naredili in največ, kar smo naredili res na uvajanju okoljskih praks v kmetijsko pridelavo. Konkurenčnosti nismo izboljšali, smo ugotovili, da smo samo oskrbo zmanjšali. Zdaj, če gremo pa na tisto, kar je bolj kot rdeča nit tega današnjega srečanja. Mi smo šli recimo iz leta 2000, iz 2500 hektarjev semenskih posevkov na približno 1000, slabih 1100. Če pogledamo, da imamo alarmantno, kot je povedala gospa sekretarka, da imamo alarmantno stanje, zdaleč najslabše stanje, kar se deleža kmetijskih površin, ki jih namenjamo semenski pridelavi v Evropi. Če je standard nekje resnih vseh držav, pa tudi tistih najslabših, okrog 2%, mi imamo pod 0,6% kmetijskih površin namenjenih semenski pridelavi. In to je tisto, kar nas mora skrbeti. Zato se je država odločila tudi, da bo center na Ptuju obdržala v svojih rokah. Od tu se seveda začnejo pa že druge stvari, ki jih pa nekateri tudi potem radi mešamo. Namreč, če zdaj vzamemo gensko banko,
Absolutno v genski banki je in je zelo potrebna javna služba, ki jo financira ministrstvo. Imamo noter in se pravi trajnice in druge rastline, skrbimo za njo, ampak bistvo genske banke je ohranjanje teh virov za nadaljne delo, za nadaljne rodove. Ko vprašujete, koliko je zdaj še te dobre, te genske banke, to je vse dobro. Ravno delo te genske banke je, da jo mi vzdržujemo, preverjamo kaljivosti, se pravi tako vso seme in še dodajamo. Vso seme, ki je, ker eno je seme za te enoletne rastline, dvoletnice, pri drugih trajnih nasadih imamo to zunaj v nasadih ali imamo tudi v tkivnih kulturah. Ampak mi letno preverjamo kaljivost in takoj, ko ta kaljivost pade, poskrbimo, da obnovimo gensko banko. Se pravi, za gensko banko je poskrbljeno. Tu se začnejo seveda druge stvari, da genska banka ni seveda še avtomatsko seme. Zdaj, kaj prej ste dobro povedali, da celo življenje poganja kapital. In v kmetijstvu ni povsem nič drugače. In mi seveda poskušamo tudi z raznimi ukrepi, s pomočjo vas, s pomočjo ministrstva, kot je rekla, spodbujati lokalne sorte, avtohtone sorte. Kljub vsemu ste istočasno omenili, da imaš pa teh 6-10 kakorkoli svetovnih firm, ki imajo pač vsa ta orodja, o katerem mi zdaj govorimo in ga ne bi želeli imeti pri nas, in ustvarjajo seveda vedno znova nove sorte, ki jih prodajajo na trgu. In kmetje, če ne bi bili pametni in če bi verjeli vse samo politiki, bi verjetno jih že ne bilo. To se pravi, oni morajo gledati na dolgi rok in delajo stvari, ki so za njih sprejemljive. In zato tudi, če že zdaj z uporabo najsodobnejšega semena ne morejo konkurirati recimo konkurenci zunaj, kaj začnejo delati? Ravno obratno, uporabljajo svoje seme, ki ni certificirano, že v začetku zgubi konkurenčno. Ali kmetje lahko seje svoje seme ekološki? Tu imamo tamle kolege iz ministrstva, tudi iz mojega inštituta sem pripeljal v smislu za diskusijo šefa uradnega preizkušanja in pa iz uprave za varno hrano. Lahko, če ni dovolj semena. Seveda je pa vprašanje, ki bi se morali pa za subvencijsko politiko reševati, da pa državni denar uporabljamo za tiste, ki ne uporabljajo certificiranega semena. Potem mu pa v nadaljevanju onemogočiš uporabo fitofarmacevtskih sredstev. To pomeni, da je to skregano z vsako logiko. Nekdo že začne vegetacijo in rast svojih rastlin z semenom, ki je okužen z virusi, bakterijami, z vsem. Se opravičujem. To je zdaj seveda pri vaših izmenjevalnicah semena. Vsa čast, da to seveda vse delate, ampak to je na nekem drugem nivoju. Kmetu mi pravimo, kje je bistvo tega certificiranega semena, da vstopa v pridelovanje z dobrim izhodiščnim materialom, z dobro osnovo, da bo čim manj odvisen ali od gnojil ali od uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev. Če mi imamo necertificirano neko slabo produktivno in pa tudi zdravstveno stanje tega semena in gremo v proizvodnjo, se pravi, smo že od začetka obsojeni na propad. In to si seveda vse v osnovi večji kmetje, tisti, ki živijo od kmetijstva v Sloveniji, to je zopet vprašanje za drugo temo, kdo je sploh ta pravi kmet v Sloveniji, ne more privoščiti. Še eno podvprašanje, vmes, ko ste omenili certificirano ekološko seme. Ali ni hibridno seme, F1, F2, sistem hibridnih semen, ki jih kmetje uporabljajo, če mi hočemo imeti donos kmet, ki, kot je napisan na deklaraciji, povezan s tem, da uporablja točno določena fitofarmacevtska sredstva, določeno doziranje gnojil in tako naprej, da doseže ta pridelek. A to drži ali ne drži? Zdaj pa nisem dobro razumel. Jaz samo vem, da se v Sloveniji, to bi lahko kolega Še bomo potem po posvetu še imeli diskusijo o tem. Delež semena certificiranega v kmetijstvu v Sloveniji. Zdaj za ekološko kmetijstvo pa tega podatka sploh ni. Oziroma, če ga ima mogoče Martina,
ampak mislim, da je tam ta delež še bistveno bolj zanemarljiv, ker sistem v državi ne omogoča, da bi naša služba za uradno potrjevanje sploh prišla do podatka, koliko se uporablja certificiranega ekološkega semena. Ampak želim reči, še posebej za ekološko pridelavo bi pričakoval, da bomo naredili vse, kar se največ da, da bomo štartali z zdravim in pa z dobrim fitnessom semena, ker to ti da seveda tiste primerljive prve možnosti, da sploh ta posevek vznikne, da je konkurenčen, da lepo raste, ker če je pa že na 3/4 ali pa cel okužen, to pomeni, kaj je s temi predelki. Zdaj ne vem, nisem še slišal tudi podatka, da je 30% samooskrbe z ekološko pridelavo, kot si rekla, jaz imam bistveno nižje podatke, ampak hvala Bogu, če je temu No, tako je, tako. Mi še imamo vprašanje, kako bi lahko kot društvo ali pa kot posamezniki, vemo, da ne moramo dostopati do semenogenske banke, ali pa kot društvo, trenutno dostopali do genske banke, da bi pospešili sajenje semen, pa bi na tak način pospešili biotsko pestrost. Mi se semenskimi kroglicami tole poskušamo reševati, tudi smo dali navodila, da se je treba vključiti strokovnjake vaše in od Zavoda za gozdove, da se bo vedelo, kako semeno se seje, ker če bomo dali hibridna semena v semenske kroglice, ne bojo rastla, morajo biti avtohtona semena ali ekološka biodinamična, to je logično. In še mogoče še besedo, en tak povzetek, da ne bomo predolgi, da še gospa Eva Knez zasluži, da bi mogoče še potem malce obstali, pa še za temi strokovnjakami, tisti, ki vas zanima, še razčistili določene dileme okrog teh semen, ker vse nas to zanima. Še boste rekel, kjero, ali bomo pa na koncu? Gospa Eva Knez, boste vi zaključila zadevo, vi ste prebrala ste vprašanja, slišali ste tisoče vprašanj, ki še mogoče niso prišli do vaših ušes do sedaj, slišali ste strokovnjake, slišali ste direktorja, slišali ste aktiviste, ljudi, ki so tukaj, imate še tudi veliko vprašanj. Vsi si želimo jesti zdravo hrano, biti samooskrbni in varni in ohranjati našo naravo za sedanje in prihodnje rodove. Z nami je tudi gospod Zopančič, ekodeteljica, to ste že sigurno slišali, ker so najbolj zavzeti ekološki pridelovalci. Tako da ta segment, ko si želi sonaravnega v Sloveniji, je dokaj velik. In tudi, če prej tisti, ki zbolijo, navdihuje na 100 ljudi 30 do 40 let, ko imajo otroke, si želijo svojim otrokom dati zdravo hrano. Pa nekaj starih nas je še ko spregledalo, mi se pa zelo veliko takih, ki bojo jedli pač gensko spremenjeno hrano, kar jim pač tudi moramo omogočiti na soliden način. Gospa Eva Knez, zaključno besedo pred podelitvijo priznanj, prosim lepo. Mi se jaz osebno, odkar sem na ministrstvu, se veliko pogovarjam z ekološkimi kmeti, z društvi in nasplošno z akterji na tem področju, ker mislim, da ekološki kmetje niso dobili zadostne podpore. Veliko ukrepov je bilo narejenih na pol. Recimo, ko je gospa Bavec omenila živinorejo, ko smo ugotavljali, zakaj se večina ekološke govedine proda po ceni konvencionalne, smo ugotovili, da je problem, da kmet žival ekološko vzreja, izpolnjuje vse pogoje, dobi tudi za to subvencijo, na to pa nimamo klavnice, ki bi imela posebno linijo, oziroma nimamo zadosti kapacitet, da bi bila žival primerno zaklana in bi s tem pač to meso dobilo status ekološkega mesa. To je samo ena od takih stvari, kjer recimo dajemo denar v subvencije za ekološko rejo, potem pa ne pripeljemo zadeve do konca. In s podobnim se srečujemo na različnih področjih ekološkega kmetovanja, zato si želimo res čim več vaših pobud, vaših vprašanj, vaših ugotovitev na vseh področjih z ekološkega kmetijstva, da lahko pripravimo ciljne in ustrezne ukrepe in popravimo tiste ukrepe, ki mogoče danes ne prinašajo ustreznih rezultatov. Najlepša hvala, zelo spodbudno. Z nami je tudi gospa iz Vrta Majnika, ki si
prizadeva na tem področju biodinamike izpostavili že vrsto let in tudi smo zelo veseli, da ste se udeležili. Med nami je zelo veliko ljudi, ki si dejansko zaslužijo vsak svojega imena. Gospa Gelca na invalidskem vozičku v takem stanju si prizadeva, da ohranja svoje semena in seje, tako da je aplavz tudi za gospo Gelco. Tako da bi sedaj prišli na predzadnjo točko tega našega posveta. Sedaj bi podelili priznanje zahvale vsem sodelujočim. Bi prosila gospo državno sekretarko pa Sanjo, da bi dejansko podeljevali priznanja. Jaz bom pa vmes še kaj povedala, zakaj si ti ljudi pač kaj zaslužijo, ker znam situacijo na pamet, ker delamo zelo dolgo z njimi in zaslužili bi se tudi vse, ampak si jih pač ne moramo dati priznanje, se veste, tisk stane, financiranja nimamo, mi nismo na nobene državne jasli pripeti, zato imamo pa večjo svobodo govora. To pa tudi stane, a ne? Tako da v zaključku vas bi potem prosila, da gremo vsi skupaj, da se slikamo, potem bi pa prosila še strokovnjake iz ministrstva, pa iz Kmetijskega inštituta, pa gospoda Simončiča, da bi še malo tukaj ostali, pa da bi odgovorili na ta vprašanja, ki še nas mučijo, sam da ne bomo tukaj predolgi. Tako da prvo zahvalo bi podelili dr. Martini Bavec, ki si že 25 let prizadeva za ekološko kmetijstvo v Sloveniji. Čestitke, Martina. Takle je. Evo. Ni za življenjsko, sam za prizadevanje za ekološko kmetijo. Vedno, ko sem jaz dobila plačo ali karkoli so mi rekli pohvalo, to ni za nazaj, to je za naprej. Sedaj imamo Čebelarsko zvezo Slovenije, podelili jim bomo jutri na posvetu čebelarskem za 100 000 semenskih kroglic, tako da je aplavz tudi zanje. Imamo navdihujoč vrtec Slovenska Bistrica. Kdo je še predstavnikov Slovenske Bistrice tle? Ker veliko se nam jih že sedaj poslovilo, ker smo tako dolgi. Klavdija Ščoh, boste sprejela vi za vse. Imamo za inštitucijo vrtec Slovenska Bistrica, potem še kar počakajte tle, ker si res prizadevajo, 14 enot imajo, 80% imajo lokalnih živil v svojem jedilniku, otroci že decembra začnejo sejati, delajo semenske kroglice, pečejo žemljice v kmečki peči, otroci imajo vrtičke, pri gospe Klavdiji skupini imajo potujoče vrtičke, da jih v času počitnic odnesejo domov, pa jeseni nazaj, tako da res en velik aplavz. Društvo Gospodin Spuhlja, kje je? Na izmenjevalnici? Očitno. Je prišla gospa. Si zelo prizadevajo, čestitke, si zelo vsake semeno dajo potni list semena in dejansko si res prizadevajo za ohranjanje slovenskih semen, tudi nekaj so jih že dali opisati. Sodelujejo tudi z Ptujskim žlahtniteljskim centrom, tako da se zahvaljujemo. Slavko Turšič dobi zahvalo za to, ker je prvi na svetu na biodinamični sadjarski koledar, ohranja v svojem sedenjaku 150 starih sort. Kot vemo, poznamo biodinamični koledar, se veste, kdaj sejemo plod, list in tako naprej. Za sadjarsko opravila ga je naredil Slavko Turšič. Čestitke, Slavko. Mateja Brinovec, Center za varstvo Golovec, si z svojimi varovanci v vseh enotah prizadeva, da pomagajo pakirati semena, delajo semenske kroglice, za vse enote si prizadeva, da dejansko tudi invalidi in vsi, ki sodelujejo v tem delu, dejansko doprinesejo za svojimi dejanji k trajnostni prihodnosti. Res hvala, Mateja.
Matej, še kar počakaš, ker vašega vodstva ni. Se pravi, to tudi podpira Mojca Murko, direktorica Centra za varstvo Golovec, tako da prosim, da tudi to prevzameš. Hvala lepa, tudi Zavodu Golovec. Potem imamo še pa priznanja. Priznanje je pa gospa Nataša Belšak, društvo Gospodin Spuhlja, eno dobi društvo, drugo pa potem kot posameznik, tako da čestitka tudi vam v imenu, ki se najbolj intenzivno trudite. Naslednja je gospa Natalija Vahčič, osnovna šola Artiče. Ste tle? Niso? Oni si trudijo, delajo izmenjevalnico semen, delijo po institucijam, tako da so zelo aktivni. Potem imamo Sožano Čeh, tudi iz društva Gospodin Spuhlja. Boste tudi za njo vzela? Potem imamo še Center za varstvo Golovec, gospa Ksenija Križnik je tle. Mateja, boš ti vzela? Ja, ta. Potem imamo še pa Nina Borko Bezjak, vrtec Otona Župančiča. Klavdija, boste vi vzela? Izvolite. Enako za Judito Kamenšek, to je podravnateljica, res si prizadevajo, ja, prineste naprej, tako. Potem imamo še pa dve, ja, imajo 14 not imajo in 16, no, ste me popravila. Pa Marjana Kladnik, niso prisotni z osnovne šole Prebold, so začeli v lanskem letu z izmenjevalnico semen in se je v njihove dodatne aktivnosti, ko smo naredili 2 predavanja, kakšno hrano jejo, otroci so se v 7. razredu 14 otrok v sodobno kmetijstvo trajnostno vključili v prosti krožek, tako da si res zaslužijo. Tako da, zaključne besede, Sanja, te pa gospe. Mi, ker smo pri koritu, si ne moremo dodeliti diplomo, ampak bi rada povedala tistim, ki še niste odkrili, mi štafeto semen, res smo tudi v društvu Samooskrbni net vzeli za svojo in zelo veliko koristnih informacij, kako pravilno semeniti, kaj se da opraševati, kako zaščititi zadeve, posebej pri križnicah in podobno. Dajte, lahko si ogledate, naredili smo to javno dostopnim, torej ne rabite biti naš član, da bi si te vsebine lahko pogledali, greste na Samooskrbni net v blog in vtipkate rubriko štafeta semen. To je naš prispevek, da to, kar delamo in ker je veliko entuzijazma, da pride tudi potrebno znanje, da potem to, kar raste iz semen, bo služilo namenu. Najlepša hvala za sodelovanje. Spoštovana gospa državna sekretarka, smo vas navdihnili, boste dobili več elana, ko vidite, da ljudstvo hoče. Povejte. Ja, jaz moram povedati, da je današnji dan čudovita izkušnja. Veseli me, da je civilna iniciativa in da so ljudje tako zagreti, zavzeti, da se trudijo kljub vsem preprekam. Rada bi tudi povedala, da rada bi se vam tudi vsem skupaj zahvalila za to, ker skrbite za našo prihodnost, za odnos do narave, za vzgojo otrok in nasplošno za to, da bomo vsi na koncu imeli nekaj pozitivnega od tega. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim vse častne goste, da pridejo sem, pa vse vas, da se skupaj slikamo in da se pokaže, da smo močni in da se zavedamo, da samo skupaj stroka, politika in ljudstvo lahko soustvarjamo trajnostno prihodnost. Hvala vam. No, najprej tako, vi veste, ne, da naši predniki so imeli star slovenski pozdrav. Oj, osti jarej, bodi mlad pomlajen, bodi močan, Slovenec, Slovenka, kjerkoli si, to je tvoj temelj, tvoja osnova, tu izhajaš. In to so nam zapisali na vrč, ki je zakopan v Vačah. In to poslanstvo za ohranjanje naravnih virov ohranjamo naprej. In to lahko naredimo le za sodelovanjem. Zato vedeli so naši predniki in zato smo mi še tukaj, da smo odvisni od svojega razuma, od svojega srca, od medsebojnega sodelovanja, od svojih rok, od svojih nog.
in če le stopimo skupaj, nam bo to uspelo. A ste za sodelovanje? No, potem pa sledite mojim dejanjem. Se pravi, damo desno roko na srce, pa eno na čelo in ponavljajte za mano. Odvisni smo od svojega srca. Od svojega razuma. Od svojih rok. Od svojih nog. Od medsebojnega sodelovanja. Od vsega, kar nas obdaja. Se obrnete svojemu sosedu, mu podate roko, ga pogledate v oči. No, prvega soseda, najte. Ga pogledate v oči, državna sekretarka pa gospod direktor, kar? Ja. Sanja pa Martina, kar dajta. Ja. Ga pogledate v oči in rečete, pogumno in vztrajno naprej v sodelovanje s teboj, ga lahko tudi objamete. Sedaj pa na smeh. V Savinjski dolini ne rečemo sir, ampak rečemo pir. Tako da malo skupaj se bomo mogli, nas boste pošlihtali.